leto 2020 se bo zapisalo v zgodovino človeštva zaradi epidemije, pandemije COVID-19. Tudi pri zbiranju krvi v Sloveniji smo upoštevali preventivne ukrepe, da bi preprečili prenos okužb v populaciji. Že marca letos, v drugi polovici, se spomnim, da smo uvedli naročanje krvodajalcev na uro. Zakaj smo to uvedli? Da bi preprečili stik med krvodajalci, da bi na ta način preprečili prenos bolezni. Uvedli smo vstopne točke, že pri sprejemu, pri vstopu smo preverjali zdravstveno anamnezo. Delovišča smo ustrezno pripravili, tako da je bila fizična razdalja primerna, da smo tudi na ta način preprečili prenos bolezni. Po odvzemu krvi smo krvodajalcem priporočali, da naj malo posedijo, saj smo tradicionalno malico ukinili. Uvedli smo lunch pakete za domov. Na ta način so morali seveda krvodajalci posedeti in naše delo se je malo časovno zavleklo. Ves ta potek dela seveda zahteva dodatni čas in tudi kadrovsko kapaciteto, saj moramo razkuževati, uporabljati moramo maske, več se moramo pogovarjati s krvodajalci in tako naprej. Vse te ukrepe smo zelo strogo upoštevali do poletja, ko smo le nadaljevali z ukrepi, edino uvedli smo malce v prisotnosti, torej v odzemnih prostorih oziroma v jedilnici. Upoštevali pa smo fizično razdaljo med krvodajalci. No, v spomladanskem času ni bilo veliko presenečenj, ni bilo ne vem koliko okužb, da bi bili zaskrbljeni zaradi tega. V jesenskem času, v drugi polovici oktobra, so prihajala nova presenečenja. Ponovno smo zaostrili vse ukrepe, tako glede malice kot ostalih ukrepov. Opazili pa smo, da morda krvodajalci včasih ne povedo resnico. Zelo pomembno je in bo pomembno tudi v naslednjem letu, da vsi krvodajalci iskreno odgovarjajo na naša vprašanja, da se ne prijavijo na zbiranje krvi kot krvodajalci 14 dni po, recimo, če so imeli simptome bolezni COVID-19, če so bili testirani iz najrazličnejših razlogov, če so bili v karanteni. Poznati moramo tudi družinsko anamnezo glede COVID-19 in razmere na delovnih mestih. To bo zelo pomembno tudi za naslednje leto. Kar se količine, obsega zbiranja tiče, vam lahko povem, da smo v spomladanskih časih mislili, da bo poraba krvi bistveno manjša zaradi obolelih oziroma da ne bo elektivnih posegov. V spomladanskih mesecih je bila res poraba malo nižja, vendar v jesenskih mesecih opažamo, da je poraba le za 10% nižja, kot je bila pred epidemijo. Zato se trudimo na severovzhodnem delu Slovenije, da bi zbrali tedensko le toliko krvi, kot jih tudi potrebujemo v Splošni bolnišnici Murska Sobota, na Ptuju in v UKC Maribor. Torej nekako bi morali realizirati blizu 400 odzemov na teden. Tudi pred prazniki se trudimo in se zahvaljujemo krvodajalcem in glavnemu organizatorju krvodajalskih akcij, Rdečemu križu Slovenije, da so nam veliko pomagali, da smo zbrali dovolj krvi. Bili smo uspešni, res pa smo odkrili ozka grla v sistemu, ki smo jih videli tudi pred epidemijo, in zato apeliramo na pristojne na ministrstvu in državi, da izboljšave treba tudi na tem področju uvesti. Jasne cilje moramo imeti, kar se tiče prihodnosti, pristojnosti morajo biti definirane, kaj dela stroka, kaj dela Rdeči križ. Še enkrat hvala krvodajalcem, da ste nam pomagali. Želim vam mirne praznike, veliko ljubezni v krogu vaših najdražjih in če malo pomislimo v prenesenem pomenu, še malo pozima in nato bo posijalo sonce in bo vse skupaj lepše.